Prišel je december in december je najlepši mesec za narediti 100-kilometrski izlet do morja, konkretno do Gradeža. Jaz vam bom danes pokazal eno najlepših prog do tja, tako da se izognem glavnim cestam in izkoristim bolj te stranske. Vabljeni na prečudovit izlet. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Smo v začetku decembra, v Novi Gorici je praktično to še jesen in danes se je naredilo eno lepo, pretežno sončno vreme. Ob 11. dopoldan pa je bilo 8 stopinj Celzija. Jaz sem se odločil, da se na en tak čudovit dan nagradim z izletom do Gradeža. To je meni ena najljubših stotk, zato ker je bila stotka v Gradež moja prva stotka v življenju. Pred ne vem koliko leti, še s trekking kolesom. Takrat sem se okorajžil in šel in še danes mi je res najbolj pri srcu. Če bi šel v Gradež prav po najkrajši poti tja in nazaj, niti ne bi bila stotka, bi ratalo tam kakšnih 97 kilometrov, tako da lahko brez strahu ubiram tudi bolj stranske poti, naredim kakšen kilometer več in bo prav lepa stotka. Kogar zanima, da bi kakšen tak izlet ponovil, bom pa dal link do svoje Strave od spodaj v opis videa. Nedolgo nazaj me je en gledalec spraševal glede teh majic Sirocco, ker pri pregledu na spletni trgovini ni mogel ugotoviti, kako tople so. Jaz imam danes na sebi tole SRX M4 Passion. Ta je na notranji strani rahlo kosmatena in kar topla. Sem jo testiral tam ob Soči, ko pride včasih tudi samo 3-4 stopinje Celzija in bi rekel, nekje do 5 stopinj še gre, za manj pa ne bi bila. To niso zimske majice, to so jesenske majice, kar se vidi že po tem kratkem nizkem ovratniku. Če boste gledali na spletni strani, zagotovo linija SRX je bolj za topla oblačila, vse ostalo morate pa gledati pod rubriko Deep Winter. Če bi pa kdo pri nakupu rad še prehranil kakšen evro, pa lahko izkoristi moj link oziroma kodo RBASLO in dobi 10% popusta, ne glede tudi, če je kakšen izdelek že znižan. Prišel sem v Gradiško, tle je treba zmeri peljati malo bolj previdno, zato ker je ob sobotah kar precej prometa. Ampak temu delu se težko izogneš, tako da grem kar skozi center mesta. Je pa tako ob strani ceste en tak malo širši asfaltiran pas, kjer se lahko izogneš prometu, tako da se ni treba prav vsakmu avtu posebej umikati. Promet, ki smo ga videli skozi Gradiško, je v Gradežu v času sezone še 10-krat hujši. Tam pritiskajo turisti iz vseh smeri, zato pravim, december je najlepši mesec za obisk tega mesta, ker ni gneče. Tudi če greš z avtom, z lahkoto parkiraš kjerkoli, pa vreme, ker je čudovito, bi rekel tako ob morju, je res fantastično. Gradež je tudi želja številka 1 med mojimi gledalci, kadar me tako random kontaktirajo, da bi šli z mano na kakšen izlet, in najpogostejša želja je skoraj zmeraj Gradež. Moja današnja pot v Gradež ni enaka tisti, po kateri sem šel prvič v življenju. Z leti sem potem odkrival stranske poti in bolj prijazne za kolesarje, še zmeri pa tudi ta ni popolnoma idealna. Sploh tukaj čez te italijanske ravnine, ko je treba prečkati kakšno širšo reko, enostavno pelje čez samo ena glavna cesta in nekih alternativ ni. Ampak vse to se potrpi, ker večji del je pa še zmeraj res super.
Za izlet v Gradež se splača spremljati spletno stran Il Meteo. Tam boste točno videli par dni prej, kakšno vreme bo. Še bolj pomembno kot vreme je pa tudi veter. In dostikrat se da izkoristiti, da greš dopoldan z vetrom v hrbet v Gradež, popoldan pa še z vetrom v hrbet iz Gradeža nazaj proti Gorici. Ampak vetru se nikoli ne moreš povsem izogniti. Tukaj vse ravno, vse odprto, nobenih naravnih ovir, ki bi ščitile pred vetrom. Tako da je treba gledati tam, če piha do 10-15 na uro je ok, če pa več si pa kakšne burje res ne želiš. Seveda, najlepša pot v Gradež ne bi bila najlepša, če vas ne bi peljal tukaj čez Belvedere. To je čez te prostrana polja med namakalnimi kanali. Precej je močvirskega rastlinja, vmes plavajo labodi, tako da je prav taka čudovita kulisa. Cesta je pa seveda popolnoma prazna in brez prometa, zato ker obstaja vzporedna alternativa za avtomobile, ki grejo iz Aquileje v Gradež. Ta pot nas pa pelje tudi mimo ene večje zgradbe. V bistvu je to nekakšna zapornica, črpalka za te namakalne kanale tukaj med polji. In jaz se zmeraj ustavim, da naredim eno fotko, ker mi je en tak lep prizor. Pa še eno tako lepo drevo sem videl in kjer so drevesa, so zmeraj tudi palčke, tako da lahko poslikam še svojo specialko. Po kakšnih 40 kilometrih prideš že tako blizu morja, da se ta veter v hrbet počasi izniči in začneš čutiti tale kontraveter, ki gre iz morja gor. Ta je tisti, ki mi bo pomagal iti domov. In tukaj tudi prideš v Belvedere, krasna lokacija s kampom ob morju in s temi čudovitimi borovci ob cesti. Evo, tukaj je kamp, zdaj po zimi je sicer prazen, je pa treba paziti cesto, ker teli borovci s koreninami kar precej zrijejo asfalt in je na določenih mestih precej tako nerodno oziroma moraš paziti, ko pelješ čez oviro. Ampak cesto vsakih par let prebrusijo, tako da je potem nekaj časa spet lepa in gladka. Po mnenju večine je najlepših 5 kilometrov teh zadnjih, preden prideš v Gradež. To je vožnja po nasipu čez laguno, 5 kilometrov fantastičnih prizorov, morje levo in desno. Za kolesarje je narejena steza, tako da se ni treba boriti s prometom. Zdaj pri tistem drevesu je še en kovinski mostiček, kjer vidiš dol direktno v vodo. V času sezone se je tukaj zelo težko voziti, ker je kolesarska steza polna kolesarjev in tudi sprehajalcev, celo ribičev, ki namakajo trnke. Zdaj tako v decembru sem pa skoraj sam na njej, nikjer nobenega. Še po glavni cesti gre zdaj zelo malo avtov. V času sezone je pa tukaj vse polno, počasi premikajoča se kolona vozil. Največ pa prihajajo dol Avstrijci, pridejo po avtocesti, kaj vem, uro in pol pa so tukaj na morju. Še slab kilometer in bom v Gradežu. Zdaj se najprej zapeljem tle med ulicami do morja, da vam pokažem, kje je vodni vir, tako da si lahko napolnite bidon, če je treba.
Se pa lahko tle za par minut tudi oddahneš, narediš kakšno lepo fotko. Potem vas bom pa peljal naprej en krog čez mesto, tako da boste imeli na Stravi narisano, kje se pride do plaže, pa kje je najlepši del skozi stari center in pa kje se da narediti najlepše fotografije. Tle so si morje prepeljali dobesedno v center mesta, tako je tak kanal narejen v obliki črke Y in jaz bom šel tako tja okrog po tisti strani. In tudi tako izven sezone se dobi še kakšen lokalček za malo posedeti na soncu in spiti kakšen latte macchiato. Mesto ni tako zelo veliko, tako da sem tik tak prišel do plaže, res taka velika, prostrana, peščena plaža. Je ob njej speljan tudi en tak zelo lep tlakovan nasip, ki pa se ne sme voziti po njem s kolesom, tako da jaz bom šel okrog po ulicah. Tukaj sem pa prišel še z druge strani, v bistvu na konc tega nasipa. Se pa tudi da narediti kakšne zelo lepe fotke. Zdaj je seveda vse prazno, drugače pa tukaj po teh plažah na kilometre in kilometre sončnikov in ležalnikov. V sklopu mesta Gradež je na drugi strani kanala še en manjši otoček, ki se ga da obvoziti po cesti okrog in okrog, kar bom zdaj tudi naredil. In tukaj se ti odpre tudi en tak lep prizor čez morje, vse gor do zasneženih hribov, vidi se celo Triglav, potem malo bolj levo poznam Krn, pa na koncu Kanin in Montaž. Krasni prizori in tako od spredaj taka ni zasnežen, ki je tak položen in temen, to je pa Matajur. Spet sem na južni strani kanala, počasi se odpravljam proti domu. Fajn je, ker je tukaj čez mesto tudi kar nekaj kolesarskih stez, tako da se da lepo peljati mimo. Tako da imate na enem takem izletu res vse, od morja do zasneženih gora, prijetno vožnjo, malo prometa, lepe razglede in lepe fotke. Edina stvar, ki jo na tem izletu ne boste imeli, so višinci. Jaz imam zdaj tukaj na 58 kilometrih samo 103 višince, ker se praktično ves čas voziš po ravnem. Bom pa videl pol ob povratku, ko bom kakšnih 20 kilometrov od doma, če bom imel še kaj energije, se bom spravil gor na Kras, tako da bom naredil še kakšen meter več. Ampak prej, ko pridem do tja, se zapeljem še skozi manjše naselje Grado Pineta, pa pogledam še tukaj kakšno lepo plažo. Tudi tukaj je vse prazno. In glede na to, da gre za eno manjše naselje, vprašanje, če boste dobili skodelico kave. Izkoristim še par kilometrov te lepe kolesarske steze, potem se itak konča in moraš iti na glavno cesto. Par kilometrov ven z centra so tako ob cesti postavljene zastave, kjer lahko hitro oceniš, a boš imel veter v hrbet proti domu ali ne. Danes sicer kaže, da vetra v hrbet ne bo, ampak piha zelo narahlo, tako da ne bo prav nobenih težav. Potem pa še kakšen kilometer naprej od teh zastav pride pa še most, kjer prečkamo zadnji kanal. Gradež je včasih namreč bil otok, zdaj pa je s temi mostovi in nasipi povezan s celino. Spet sem na glavni cesti, druge alternative tukaj ni. Bo pa še en lep prizor, ko bom prečkal reko Sočo, ki se nedaleč tukaj izliva v morje. Se je pa dvignila temperatura do 11 stopinj Celzija, tako da je prav špica. Pa še galebi tle se pasejo po njivi, očitno je še dovolj črvov na razpolago.
Sem na mostu čez reko Sočo. Tukaj je reka res že kar precej široka, malo naprej dol je izliv v morje. Na tej ravnini bom jaz tudi zaključil ta video. Na Stravi pol preverite, ali sem imel energijo za vzpon na Kras, ali sem se peljal domov po ravnini, kakor kakšna šleva. Ja, sem zbral dovolj energije, da sem šel še malo na Kras. Rad bi naredil danes vsaj 0,5% višincev, se pravi na stotki, enih 500, zato ker bi rad dosegel svoj končni letni cilj. Zdaj imam 95 km in 340 višincev, tako da tistih 150 jih bom že nekje nabral. Imam pa še kar nekaj kilometrov do doma, tako da jih zna na koncu ratati med 110 in 115. Super, res krasen izlet. Jaz vam želim varno vožnjo, čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.